V prelomnih časih oziroma takrat, ko nastopi trpljenje, so ljudje vedno iskali duhovno hrano, bodisi v raznih umetnostnih izražanja ali pa v veri. Kakšna je po vaših znanjih podobnost recimo med verovanji Orienta in temi pri nas? No, jaz sem se v glavnem ukvarjal bolj s filozofijo kot z religijo, tako z indijsko kot s taoizmom in tako naprej, ko me je to zelo zanimalo, hinduizmom, tudi z orientalskimi mistiki, to je meni zelo blizu in sem imel tudi neke dobre učitelje iz tujine, ker sem bil jaz sem živel več kot 3 leta v Iraku in sem v tem stik s temi modrimi ljudmi. Pavel Medvešček je meni odprl oči na slovenskem prostoru, je proučeval naše staroverce, s poudarkom nad Primorski pokrajini, gor Banjska planota in tisti del, kjer je bil ta kult kačjih glav. Jaz sem tudi doživel, vam povem, strahovito poučno duhovno izkušnjo glede kačjih glav, tako da ni to za odmisliti, ne bom zdaj govoril, ker to bom v eni knjigi te izkušnje opisal. Je pa izjemno močna izkušnja bila osebna, na tej ravni. Tako da to je naša izjemna prednost, je ta duhovna moč. Jaz sem prej omenil Hararija in to kamarilo, ki se gre Davos in se gre ta transhumanizem. Oni govorijo o tem, da hoče narediti človeka nekega robota, neko kombinacijo fiziologije, kompjuterja in genetskega poseganja, da človek nima duše, ampak v tem smislu duhovnosti, duhovne moči, to je zelo pomembno. In to je naš atribut. Mi imamo kot narod, kot ljudstvo duhovno moč. Imamo duhovno moč prednikov, imamo duhovno izročilo naših prednikov. A ste porajali, da vsaka oblast, ki pride gor, prva stvar, ki naredi, začne potvarjati zgodovino in na novo zgodovino pisati. In začne takoj revidirati zgodovinske dogodke in jih pisati na svoj način. In to, ko si lepo rekla, torej slovenski narod je z ognjem in mečem bil pokorjen v svoji izvorni religiji, ki je bila. In mislim, da je tu en od razlogov, zakaj je evropska civilizacija bila tako agresivna glede domorodnih ljudcev po celem planetu, zakaj smo uspeli uničiti vse druge. Poglejte, kaj se je dogajalo v Ameriki, ne samo z Indijanci, tudi z Južno Ameriko, ko so jih Španci pokorili, so bile cele civilizacije uničene, Azteki, Inki in tako naprej, severoindijanska plemena in ljudstva uničena, torej vsa ta uničevanja je Evropejc naredil. Torej človek brez duhovnih korenin. In če se bomo mi začeli zavedati, da je naša duhovna moč v tej povezavi z izročili, ki diktirajo nek transhumanizem, njih zanima samo digitalizacija, pa kompjuterizacija, pa robotizacija. Tam duha ni. In zato je njihova zamisel obsojena na propad. Tisto, kar človeka dela z veliko začetnico, je njegova duhovna moč. Čudovita umetniške stvaritve duha, od glasbe do literature, do slikarstva, karkoli, arhitekture, karkoli je človeštvo ustvarilo, so unikati, neprecenljive duhovne vrednosti. Poglejte, kaj so nam naredili farmacevti, mimogrede, s 3 uredbami zdravstvenega ministra so od leta 2003 pa do 2007 je farmacija privatizirala vsa znanja o zdravilnih zeliščih. Torej tisto, kar je narod ustvaril stoletja, znanja o zdravilnih zeliščih, o zeliščarstvu, bile so zdravilke, bile so padarke, bile so te pehte, kakorkoli temu rečemo. Vsa ta čudovita znanja, ki so šla iz roda v rod, je farmacija s 3 uredbami privatizirala in danes se na tržnicah ne sme prodajati niti gloga, niti šentjanževke, torej 34 najbolj zdravilnih rastlin, ki so temelj ljudske medicine, je prepoved prodaje na tržnicah. Zakaj? Prepoved prodaje je celo bezeg, se ne sme prodajati na tržnicah, ki je vrastel v vsakem kmečkem vrtu. Celo
Fižolove luščine posušene se ne smejo prodajati, ker je vse v skrbi za naše zdravje. Imamo spet intervencijo terapevtske države, ki bo zdaj ona skrbela, kaj bomo mi jedli, pa s čim se bomo zdravili, pa nas prisila, da gremo v lekarno kupiti njihove rcnije, ki so itak morilske, samo morilske, lahko velikrat stranskimi učinki. Torej, ko sem jaz to zvedel, mi nismo mogli napisati ugovora, ker smo zamudili rok enega leta, ker to je tako na brzino pa tajno sprejeto, da se mi ne beremo uradnih listov. Ne? Mi zdaj imamo celo ekipo, ki čakamo, ker zdaj bo šel popravek teh pravilnikov, ne? In bomo takrat lahko vložili ustavno pritožbo oziroma na ustavni spor na upravnem sodišču. Hočem povedati, kako se nam krade dediščina, ne? Ki jo sicer ščiti UNESCO, to je nesnovna kulturna dediščina naroda. In to je duhovna moč. Zakaj bi smo mogli iti pomirjevalo v lekarno, če imamo najboljši naravne rcnije Šentjanževka? Zakaj bi mogli po rcnije za srčni ritem, pa utrip, če je glog fantastično zdravilo naravno brez stranskih učinkov? Kdo nam je ukradel znanja? Ne? In govorimo o tem, da to je duhovna moč naroda. Ne? In če boste delovali v tem okolju, je treba vse to vrniti nazaj, to je naša moč, ne da bomo padli na teh izpitih. Ne? Zato govorim, da ta skupnost mora temeljiti na ljudski izročilu. Temu se reče traditional ecological knowledge, tradicionalna ekološka znanja. Naši predniki so jih imeli. Vedeli so, kako v nekem okolju optimalno preživeti. Oni so optimalizirali preživetje, ne maksimirali profit. Narava tudi optimalizira odnose. Ne? V naravi nimate maksimalizacije, ne? Imate optimalizacijo odnosov. Mi moramo, če hočemo povrniti zdravje narodu in duhovno zdravje naši populaciji, moramo iti po teh načelih, kot narava deluje. Ne? Torej optimalizirati odnose in se učiti. Mi rabimo razcvet domišljije in kreativnosti, ne pa več znanja za večjo konkurenčnost, pa idioti, kaj trobijo. Kakšen več znanja? To pomeni reprodukcijo tistega, kar nam je dovoljeno, ker so cenzure. Če pa rabiš ti na en razvoj, pa napredek, boš šel pa v kreativnost, v ustvarjalnost, ne? In boš odpiral nove stvari in boš uporabil tradicionalna znanja naših prednikov, ki jih boš nadgradil za najnovejšimi spoznanji poštene znanosti. To mislim, da je pot. Tako, hvala.